Gospod Vodeb, slišali smo o uravnoteženosti akademskega prostora, o dialogu, o sprejemanju različnih konceptov. Sami pa ste na lastni koži tudi doživeli, da takoj, ko se pa človek oglasi in karkoli strokovnega ali pa tako čist svoje mnenjsko pove proti neki uveljavljeni homoseksualni agendi, ko je šlo recimo za vprašanje družinskega zakonika, pa ga takoj nalepijo z nalepkami, kot je homofobija, nestrpnost, mračnjaštvo, fašizem. Za vas sem celo slišal, da izvajate sovražni govor, ko smo vas poslušali na soočenju decembra 2015. Kako sprejemate, kaj pomeni nekoga kar tako s takšnimi etiketami oblepiti in kaj v resnici to sporočajo tile lobiji? Najhujša stvar, ki se lahko neki družbi naredi, je, da prepreči svobodo izražanja. Recimo, to je v Ameriki sveta stvar. Tam je ogromno, bi rekel, drugačnega ali pa bi rekel tudi kar sovražnega govora. Ampak tam se ljudi ne obsoja. Pri nam v Sloveniji ustanovijo svet za odkrivanje sovražnega govora, inštalirajo 5 ali 9 isto mislečih, tam so geji, lezbike, prva predsednica je bila Nataša Pirc Musar, in mene so razglasili, da sovražno govorim, ker sem tweetnil nek nedolžen tweet, 140 znakov, brez kakršnekoli minutaže na nekem nacionalnem mediju, recimo Studio City, ki je popolnoma levo kontaminiran. Tam je enoumje in boj proti enoumju so socialna omrežja in če še tam se ne sme drugače govoriti. Se pravi, mi bi rekel 39. člen ustave ali pa, ne vem, Evropske konvencije za človekove pravice, kjer je svoboda govora temelj človekove svobode splošne. Mi moramo razviti kritično misel. In če nekdo kritično misli in misli drugače, kot recimo v tem trenutku bom rekel levica, ker namreč levica ustanavlja vse te, rekel, neke inštitucije pod poveljstvom FDV-ja in Mirovnega inštituta, mogoče še Amnesty International, kjer se drugače misleče zatira. In jaz sem v tej stiski, ko sem jim parkrat razglašen, da sovražno govorim, ko so moja predavanja odpovedovali, ko so konferenco na Filofaksu, kjer sem bil jaz plenarni predavatelj, celo konferenco odpovedal. Oddelek za filozofijo je odpovedal pod poveljstvom pač neke feministke in dekanja je seveda suportirala, da se to dogaja v tej Sloveniji in da sama levica ne pove, da mora biti drugačno mnenje. To je za mene tak absurd, da družbi, ki ne pusti pluralizma interesom, se pišejo slabi časi. In tam, da nekdo, recimo jaz nisem smel doktorirati, ker drugače mislim, ob konsistentnih teorijah, to je tak absurd, če bi jaz hotel, ali pa če bi, ne vem, predrzen, šel na sodišče Evropsko za človekove pravice in tam iskal pravico do svobode izražanja, ne pa da me tožijo, ker svobodno izražam mnenje.